Metalna čepna svečka druge generacije podjetja Hydria IT, implementacija okolju prijaznega in ekonomičnega plazemskega procesa naprševanja funkcionalnih prevlek v proizvodnjo komponent za elektro- in avtomobilsko industrijo podjetja Collector Group in Heavy Duty elektromagnetno stikalo za zaganjalnike s kontrolirano silo pri vklopu podjetja Male Letrika so najboljše inovacije severnoprimorske regije, ki se bodo septembra potegovali za najvišja priznanja na državnem nivoju. Med zlatimi inovatorji, med tistimi, ki se bodo pomerili na nacionalnem nivoju, so to globalna podjetja, ki delujejo v skupinah in so večji zaposlovalci. Metalna čepna svečka druge generacije pomeni nov kvalitativni preskok v evropski avtomobilski industriji na področju hladnega zagona dizelskih motorjev. Konkretno boste vi kot uporabnik videla, da bojo ti sodobni avtomobili čistejši, da bojo emitirali manj škodljivih plinov, da bojo skladni z emisijsko regulativo in posledično gotovo tudi manj goriva bodo porabili. Ocenjujemo, da bodo ti novi sistemi po letu 2018 porabili do nekje 30% manj goriva in bodo dejansko skladni z okoljsko regulativo Euro 6C. Glede na to, da so čedalje večje potrebe po specifičnih površinskih lastnostih na hibridnih elektronskih komponentah, smo razvili nov okolju prijazen in ekonomičen tehnološki proces, ki omogoča čiščenje, aktivacijo in nanos funkcionalnih kovinskih prevlek z odprtozračno plazemsko pršilno tehnologijo. Naš proces temelji na plazemskem napraševanju finih mikrokovinskih delcev pri atmosferskem tlaku in omogoča nanos različnih funkcionalnih kovinskih prevlek, ki lahko ustvarjajo ali pa spreminjajo neko površinsko lastnost materiala ali izdelka. Tehnologija odpira nove dimenzije trajnostnih in okolju prijaznih procesov na področju avtomobilske in industrijske tehnike. Elektromagnetno stikalo je eden izmed bistvenih sestavnih delov zaganjalnika za motorje z notranjim izgorevanjem. Heavy duty pomeni, da je to zaganjalnik za te velike kamione, večje motorje. Inovacija pa je ključna v tem, da s posebno rešitvijo izboljšuje, podaljša življenjsko dobo temu sklopu in celotnemu izdelku in povečuje zanesljivost. To pomeni, da uporabnik ima manj sitnosti pri vsakodnevnem uporabi ali pa zaganjanju kamiona, traktorja. Zlata priznanja so prejeli še mini poliglotini dr. Mojce Stubelj Ars SP, simulacija prve faze tlačnega litija, ki prihaja iz Hydrije Rotomatike, ter algoritem za samoučeče omejevanje navora BLPM motorja podjetja Male Letrika. GZS, območna zbornica za Severno Primorsko, je priznanje najboljšim inovatorkam in inovatorjem v regiji podelila 30. maja 2016 v Novi Gorici. Prispelo je 11 inovacij, med njimi so prejemniki srebrnih priznanj in zlatih. Slavnostni govornik na podelitvi je bil Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije. Imamo na našem ministrstvu kar nekaj razpisov, čisto konkretnih, ki bodo prispevali k temu ali pa ki spodbujajo podjetja, da se aktivnosti na področju inovacij, invencij v naši podjetni sferi povišajo. Pred podelitvijo je potekalo že 21. srečanje gospodarstvenikov Primorske. Domači in tuji gostje so na okrogli mizi spregovorili o inovacijah kot regijski priložnosti za globalno prepoznavnost ter razpravljali o možnostih in priložnostih za izboljšanje poslovnega okolja. Tisto, kar veseli v Goriški regiji ali severnoprimorski regiji, je to, da so tudi občine precej inovativne. Primer Ajdovščine, ki na zelo inovativen in proaktiven način vabi vlagatelje, je zelo dober za slovenske razmere. In pa tudi recimo Goriška občina, ki je pred nekaj meseci zmanjšala nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, kar je v nasprotju recimo za trendi, ki so po občinah v Sloveniji. To bistveno izboljšuje poslovno okolje tudi za inovativna podjetja in to je samo za pozdraviti. Inovacije so izrednega pomena za razvoj gospodarstva, saj so nosilke nastajanja sprememb v podjetju in predstavljajo najpomembnejši element podjetništva. V nagrajenih podjetjih zato inovativnost načrtno vzpodbujajo. Kakšen pa mora biti dober inovator? Dober inovator veliko dela, je predan,
in zna prisluhniti potrebam na trgu in to potem pač tudi primerno predstaviti kupcem. Dober inovator mora biti predvsem radoveden, odprt, nekako širokega pogleda, ampak predvsem mora razmišljati o tem, kaj okolje potrebuje in kaj lahko prispeva k družbi in k boljšemu življenju. Dober inovator je zame tisti, ki vidi probleme, je občutljiv, zazna probleme in poskuša poiskati rešitve.